kako ste pripravljeni na poletno sezono in kot ste omenili že na sami novinarski konferenci, da niste spali skozi korono na lovorikah, ampak da ste prenavljali, delali, kaj vse ste prenovili in kakšen kanček v mozaiku ste dodali. Tako je, v tem času, bomo rekli, uradnega zaprtja nismo toliko počivali, ker smo gostili vse športnike in podporno osebje preteklih svetovnih pokalov in svetovnega prvenstva in smo vse te ukrepe, zaščitne ukrepe, naše znanje, izkušnje nadgradili in jih zdaj implementirali tudi v, bomo rekli, odprtje hotelov za splošno javnost oziroma za splošno publiko, za vse naše goste, stalne nove. Za dogodke, veseli nas, da lahko izvajamo tudi dogodke, da imamo lahko še naprej športne priprave, športniki so tak segment zelo krepimo in športnih priprav letos poleti tudi zelo veliko, tako nogometnih kot tudi dvoranskih športov. V sami, bom rekla, v družbi smo se lotili manjših bombončkov, prenov, recimo osvežitev hotela, osvežitev lobija in recepcije v hotelu Ramada Resort. In pa v hotelu Kompas smo okolico osvežili, ozelenili, uredili in pa manjši sprejemni kotiček v hotelu Kompas smo se zdaj preuredili v takšen prijetno kavarnico oziroma kotiček, kjer se človek z veseljem zadrži ob popoldanskem čaju, kavici in pa tudi novinarji so ga na nek način že osvojili v času teh vseh pokalov in prvenstva. Omenili ste nek sprejem na terasi vašega hotela Kompas in kasneje v Oštarijo naprej? Ja, tako je, bomo rekli, lotili smo se, oziroma glede na to, da ne moremo zaradi vseh ukrepov in omejitev, ki so na prehodih meddržavnih mej, izvajati naše sejalcem nagrajene večerje treh dežel, da ponudimo gostu neko alternativo, tako imenovano mini kulinarično pot, katera se začne v hotelu Kompas na terasi, z aperitivčkom se nadaljuje v Oštarijo, kjer je prekrasen razgled na Julijske Alpe, na smučišče z glavno jedjo, nato pa si gosti sami odnesejo v Culici ali pa v košari, piknik košari, posladek sladico na jezero Jasna, nazaj se pa vrnejo v Sojo Bakl, ker se bo že spustil večer. Kot vem, je bil včasih Kompas domovanje za športnike, se zdaj že vračajo nazaj? Ja, kot sem že omenila, športniki se vračajo, kar nas zelo veseli. Trenutno imamo nogometaše na pripravah, na prihodih, v prihodnjih dneh, tednih so dvoranski športi, rokometaši, izbrana vrsta slovenska odbojke. Ja, zelo nas veseli. Hvala lepa. Hvala tudi vam. V Gozd Martuljku odpirate nov hotel z imenom Triangel. Zelo zanimiv naslov samega hotela. Ja, Triangel je res malo drugačno ime, prej je bil penzion Špik, ampak zdaj dva Špika ne morata biti naenkrat, potem Šumnik mogoče za tujce je malo naroden za izgovarjati. Poleg tega je pa že stara stavba, star penzion Špik je bil trikotne oblike, naša stavba zdaj je zelo podobna, ravno tako trikotne oblike, z tega Triangel. Tri stične točke triangla so rdeča nit našega hotela, kulinarika, narava, udobje. Tako da z tega smo napletali neko zgodbo, da je pač takšno ime, je pa tudi res, znotraj imena je termin angel, ki že itak neko toplino, neko pozitivnost daje samo imenu. Je pa tudi res, da noter v recepciji ni klasičnega hotelskega zvončka, ampak je triangelček, tako da ljudje opozorijo na svoj prihod s trianglom. Lahko predstavite sam hotel, kako izgleda v notranjosti? Hotel je narejen iz dveh objektov. Osnovni večji objekt je hotelski, kjer je 11 sob, restauracija, lounge, v kleti športna depo soba, wellness, fitness. Potem je zraven še en pomožni objekt, kjer so pa 4 apartmaji. Oba objekta sta pa povezana z nekim seminarskim delom, kjer je varianta tudi narediti kakšne team buildinge, delavnice za podjetja. In kakšna bo kulinarika, ki jo boste postregli gostom, oziroma verjetno ste jo že? Ja, s to postrežbo smo že začeli prejšnji četrtek. Kulinarika temelji na domačih jedeh, lokalno pridelanih jedeh z pridihom malo modernosti. Tako da še vedno pa, če bo nekdo želel
bo prišel z hriba s kolesarjenja, lačen, žejen, pa če bo želel kos mesa, bo dobil kos mesa, tako kot se reče. In seveda tukaj okrog so zelo znani mlečni izdelki, sir, Srednji Vrh. Tako, ja, na Srednjem Vrhu imamo in dobavitelja sirov in lokalnih mesnin, skute, mleko, vse v bistvu je lokalno pridelano, tako da se splača priti probati. Ste že zasedeni za poletje? V bistvu štartali smo z bookingom dejansko 10 dni nazaj, tako da se sproti polnijo kapacitete. Zaenkrat je več takih bookingov po par dni, sploh za vikend je pa predvsem terasa, kjer je veduta na Martuljško skupino res lepa, so pa ti dnevni gostje, ki pridajo jest, je kar polna. Vi ste organizator Tek traila, ki bo potekal zadnji vikend v mesecu septembru. Predstavili ste ga, kljub temu, da smo šele na začetku poletja. Kako bo potekal? Lep pozdrav najprej. Se pravi, tek bo potekal pretežno v destinaciji Kranjska Gora, smo pa v letu 2021 dodali tudi 2 daljši razdalji, ki v bistvu posegata tudi izven Kranjske Gore, tako se bodo lahko tekači preizkusili tudi na 170-kilometrski trasi, ki štarta že v Kobaridu, 100-kilometrski trasi, ki štarta v Radovljici, pa ne nazadnje tudi 60-kilometrska trasa je iz leta 2019 spremenjena, zdaj je štart v Žirovnici in poteka potem do Kranjske Gore. Nismo pa pozabili tudi na tiste, ki mogoče niso vajeni tako velikih razdalj, tako da smo ohranili te krajše razdalje, 10-kilometrska in 15-kilometrska trasa, ki potekata malce bolj po dolini, in 30-kilometrska trasa, ki naredi en tak simpatičen krog okoli Kranjske Gore. V glavnem ste to nekako primerjali s Šamonijem. Najbolj taka svetovno poznana tekma poteka v Šamoniju, to je tako imenovani Ultra Trail Mont Blanc. Tam je ta zgodba, da poteka okoli masiva Mont Blanc. Pri nas smo to zadevo tako zastavili, da smo jo začrtali v bistvu okoli Julijskih Alp, to je v bistvu naš Mont Blanc v sredini naš Triglav. Tako da naše trase v bistvu nekako obkrožajo Julijske Alpe z ciljem potem v Kranjski Gori. Omenili pa ste, da naj bi bila tudi zelo dobra udeležba, saj imate že prijavljenih 900 tekačev. Ja, drži. Trenutno smo ravno nekaj čez 900 prijav že zbrali. Za leto 2021 smo postavili omejitev na 1000 tekačev, zaradi teh varnostnih ukrepov, zato da bomo dogodek res lahko izvedli. Tako da ravno še slabih 100 mest je na voljo in tisti, ki bi se želel prijaviti, predlagam, da kar pohiti s prijavo, da se slučajno prej mesta ne zapolnejo. Smo pa videli tudi v predstavitvi, kaj je potrebno imeti s seboj na tem teku, ker je to že nekje pozno, konec septembra, se lahko vremenske razmere zelo hitro spremenijo in seveda smo tam, če nimamo dobre obleke, dobre obutve. Ja, definitivno. Dobra oprema mora biti vedno z nami, kadar gremo na nek trail tek, pa naj si bo to majčkeno bolj po dolini ali pa tudi kam višje v hribe. Enako kot velja za pohodništvo, tudi enako mora veljati za trail tek. Pri nas je za krajše razdalje je obvezna kakšna jakenca, lonček, zaradi tega, ker ni teh lončkov za enkratno uporabo na postajah. Medtem ko na daljših trasah je pa seveda potrebno imeti tak nahrbtnik manjši, kamor potem pospravimo še kakšno astrofolijo noter, tudi kakšne tele povoje, če pride slučajno do kakšnega zvina. Predvsem moramo imeti prostor, kamor lahko spravimo tudi dosti za pojesti in za piti, ker med postajami je le nekaj razdalje. Ker ne nazadnje bo tekač lahko užival le takrat, kadar bo dobro preskrbljen s hrano, pa kadar bo tudi poskrbljeno dobro za varnost. Hvala in srečno vašim tekačem. Ja, hvala vam. Lahko predstavite Triglav tek. Ja, hvala za povabilo. Z veseljem predstavim Triglav tek, ki se bo odvijal letos 21. avgusta. Tokrat prvič, z veseljem bomo izpeljali, saj nam situacija trenutno zelo dobro kaže in omogoča. Gre pa dejansko za osnovni tek, se pravi ta res zahteven tek, ki poteka okrog Triglava. K temu smo dodali tudi 2 krajša teka v dolini Vrat in pa iz Mojstrane do Bohinja. Na samem prireditvenem prostoru pri Slovenskem planinskem muzeju pa se bo odvijali tudi tek za družine in otroški tek. In kdaj se bo odvijal v tem poletnem času? Avgusta, in sicer 21. avgusta, to je sobota, ste vabljeni v Mojstrano. Prireditveni prostor je Slovenski planinski muzej, kjer se bo dogajalo marsikaj. Se prijave že zbirajo ali to na licu mesta? Ja, prijave za teke že zbiramo. Moram reči, da kar redno prihajajo.
mogoče za lažje teke jih je nekoliko več, za težje nekoliko manj. Za same družinski tek pa otroški tek pa se lahko prijavijo tudi na samem prireditvenem prostoru. In kam se interesenti lahko prijavijo še? Interesenti se lahko v bistvu prijavijo trenutno še na vse teke, imamo še prosta mesta, predvsem so pa vabljeni, bom rekel tako, v Mojstrano. Želimo si čim več otrok, želimo si čim več družin, da jih dejansko povabimo na te lepo urejene steze, da občutijo naravno okolje. Hvala lepa. Hvala.